Največji napredek v zadnjih letih je nedvomno pri SUV-jih. Avtomobilih, ki smo jih v našem uredništvu vedno malce prezirali, no potem pa mi je zadnjič novinarski kolega rekel, a zdaj jih bomo morali imeti pa že radi, ko sem mu razlagal, kako zelo dober je novi kupet. Priznam, prejšnji mi ni bil všeč. Izgled ne ocenjuje vsak sam, tudi ta je malce bolj dolgočasno oblikovan, če nima ravno neke hude opreme. Tukaj sem mislil predvsem na samo vožnjo. Prejšnji enostavno ni bil udoben, ves čas je deloval nekako napeto, pač ni prepričal. Novi pa je toliko boljši, da še sam nisem mogel verjeti, da je to šele druga generacija enega najbolj priljubljenih srednje velikih in malce bolj luksuznih SUV-jev. Prvi stik s tem testnim avtomobilom je bil zelo povprečen. Nezanimiva srebrna barva, na videz majhna 18-palčna platišča, navadni merilniki, ta majhen zaslon, pusta armaturna plošča. Vsi pričakujemo veliko za 61 jurjev, kolikor stane točno takšen kupet. No, že po enem dnevu sem popolnoma spremenil svoje mnenje. Barvo si itak lahko izberete sami, za platišča pa je tole idealna velikost. Avto se še vedno zelo lepo pelje, predvsem pa je dovolj udoben glede na svojo velikost. To nas večinoma jezi pri tovrstnih avtomobilih, zdaj pa so očitno inženirji našli recept, da postajajo bolj udobni tudi brez dragega doplačljivega zračnega vzmetenja. Pri Audiju so zato uporabili novo platformo, na kateri mimogrede stoji še novi A4 in zato je takšen kupet od prejšnjega za 100 kg lažji. Občutek na volanu ni tako dober kot pri kakšnem drugem Audiju, ampak v rokah vseeno deluje prijetno in lahkotno. Ovinkov se niti najmanj ne boji. Čeprav gre za praktično osnovni model v ponudbi, se prav suvereno zapelje in zelo nadzorovano sili naravnost. Da ne govorimo o zvočni zatesnitvi. Tukaj je Audi res naredil odlično delo, tudi pri hitrostih nad 150 km/h je miren in zelo prijeten za vožnjo. Vidi se, da so zvočno zelo dobro zatesnili tudi motor. Dvolitrski turbodizelski TDI še nikoli ni bil posebej tih, ampak tukaj se ga med vožnjo praktično ne sliši, zlasti, če se boste vozili umirjeno. 140 kW moči oziroma 190 konji je ravno še dovolj zmogljiv za tole velikost avtomobila, dostop pospeši v 7,9 sekunde, na našem testu pa popije dobrih 7 litrov. Menjalnik S-Tronic ima 7 prestav in klasično težavo menjalnikov z dvojno sklopko. Pri speljevanju rad cukne, precej dolgo rabi, da prestavi vzvratno prestavo, med samo vožnjo pa je brez napak in odličen. Notranjost. Ja, poglejte to na sliki, tudi takšno lahko imate, če fino doplačate, torej nimam kaj zagovoriti čez tole. Izdelava je brezhibna, kapo dol Audiju, materiali, tudi če na prvi pogled in na otip niso najboljši, so še vedno dobri, ureditev prostora pa je odlična. Tale ročica menjalnika res deluje futuristično, takšne oblike pa je dejansko zato, da potem lahko na njo položite roko in vrtite ta gumb. Zaslon pa je za moje pojme premajhen in Nemci še vedno ne marajo dotikov na njem. Bo treba vse upravljati preko tega vmesnika, ki je sicer sam po sebi zelo dober, ampak jaz še vedno raje stvari premikam preko zaslona na dotik, pa čeprav moram potem z njega brisati prstne odtise. Spredaj je veliko prostora in predvsem voznikovo delovno okolje si zopet zasluži najboljše ocene, ker sta volan in sedež res izdatno nastavljiva. Zadaj je prostora manj od pričakovanega, čeprav načeloma dovolj, prtljažnik pa je nekje povprečno prostoren. Tudi za družinsko rabo bo seveda dovolj velik, v tem primeru priporočam pa, da vzamete vzdolžno pomično zadnjo klop, ki je ta nima. Pa pametni ključ, ki ga ne rabite jemati iz žepa za zaklepanje in odklepanje. Tja. Audi kupet, eden od avtomobilov, ki sem ga najmanj z veseljem pričakoval, predvsem zaradi neprepričljivega starejšega modela. In novi je boljši v praktično vseh pogledih. Če si je prejšnji zaslužil oceno 3, je 4 za tega premalo. No, 5 pa vseeno ne dobi, ker je rezervirana za... Se res, zakaj pa? Macan 911R, GT3, Club Sport, mislim GT4 Club Sport, vseh je dosti, MX-5.